Spoštovane udeleženke in udeleženci, spoštovana sogovornika, dobrodošli na rednem online srečanju iniciative svojcev žrtev domnevnih zdravstvenih napak z naslovom Kako lahko ZZZS s svojimi podatki prispeva k varnosti pacientov. Tokrat sta z nami predstavnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, gospa Slađana Elisavčič, ki je vodja področja za analitiko in ekonomiko zdravstvenega varstva, ter gospod Klemen Ganziti, vodja področja za urejanje zavarovanj in mednarodnega zdravstvenega zavarovanja. Člani iniciative smo jima predhodno zastavili številna vprašanja, ki segajo od nadzorov do različnih mehanizmov zaščite pravic zavarovancev do plačevanja zdravljenja v tujini. Nanje boste v prvem delu srečanja odgovarjali s pomočjo PowerPoint prezentacije. Vljudno vas prosimo, da vprašanja in komentarje zapišete v chat ter izklopite mikrofone. Ta del srečanja snemamo in bo objavljen na naši spletni strani in YouTube kanalu Pacienti za varnost pacientov. Drugi del srečanja bo namenjen odprti razpravi, ter ga ne bomo niti posneli, niti objavili. Zdaj pa besedo kar predajam sogovornikom. Dober dan še z moje strani. Torej, midva sva na osnovi vaših vprašanj pripravila nekako, poskušala pripraviti odgovore preko PowerPointa, zato da bi bilo to nekako bolj organizirano in pa sistematično podano. In sicer bova predstavila, kako poteka na zavodu obravnava prijav kršitev, nadzor pri izvajalcih, ki je v pristojnosti zavoda, podatke o zavarovanih osebah oziroma na kakšen način lahko pridete do podatkov o zavarovanih osebah, ki jih vodi zavod, in pa nekaj odgovorov v zvezi z zdravljenjem v tujini. Zdaj, najprej bi začela z obravnavo prijav kršitev. Zavod vse prijave sistematično zbira od leta 2015. Imamo posebno aplikacijo, ki ji pač rečemo sumi za obravnavo goljufij. Zdaj, v uvodoma bi radi poudarili, da vsaka nepravilnost še ne pomeni goljufije ali korupcije. Nepravilnost od goljufije ali korupcije se razlikuje po tem, da nenamerna nepravilnost v bistvu ni zlonamerna oziroma ne temelji na tem, da se pridobi finančna ali nefinančna korist, medtem ko pri korupciji oziroma goljufiji pa zasleduje posameznik ravno ta cilj. Zdaj, kako imamo mi to organizirano na zavodu? Obravnavo prijav kršitev, vzpostavljeno imamo centralno vodenje, omenila sem že, da imamo enotno aplikacijo. In v to aplikacijo zbiramo elektronske prijave, ki so lahko na uradni naslov zavoda naslovljene, ali jih prejmemo po navadni pošti, ustno na zapisnik lahko posamezniki dodajo, ali pa nam recimo odstopijo prijavo Inšpektorat za delo, Zdravstveni inšpektorat, Ministrstvo za zdravje ali katerakoli druga inštitucija. Vse te prijave so lahko anonimne ali podpisane. Zdaj, obravnava prijav kršitev imamo tudi posebno spletni obrazec za e-prijavo, ki je na tem elektronskem naslovu, in tudi preko tega elektronskega naslova je prijavo možno podati anonimno ali podpisano. Seveda je veliko lažje, če so zadeve podpisane, ker potem lažje raziščemo zadevo, pridemo do vseh potrebnih podatkov. Če pa prijava anonimna, da ne vemo niti za katero zavarovano osebo gre, če ni niti jasno decidirano, kateri izvajalec ali kateri zdravnik ali katera vsebina je problematična, potem je tako raziskovanje z naše strani mnogo težje. Zdaj, če je znan prijavitelj, potem mi strogo ščitimo identiteto, tudi če gremo recimo v nadzor na osnovi neke take prijave, vedno v naboru vzamemo večje število zavarovanih oseb, tako da se ne ve, da je zadaj neka prijava in da gledamo potem dokumentacijo, recimo zato, ker je ravno neka oseba prijavila določenega izvajalca.
Potem sodelujemo tudi s prijaviteljem, predvsem v tem smislu, da zbiramo kakšno dokazno gradivo. Je pa težava v tem, da se ljudje pogosto ne želijo izpostaviti, ker seveda tudi naši izvajalci, če nadaljujemo kakšne postopke naprej na sodiščih in tako naprej, se kar pridejo oboroženi za svojimi odvetniki in je potem naša beseda proti njihovi besedi, in če nimaš res trdnih dokazov, potem tudi v teh postopkih ne moramo biti uspešni. Zdaj, preko tega sistema na zavodu zberemo okrog 750 prijav letno. Zdaj 8% jih je bilo zoper izvajalce zdravstvenih storitev, zelo veliko oziroma velika večina se pa nanaša na zlorabe bolniškega staleža. Zdaj tukaj sem še spet ponovila, da dostikrat so te prijave zoper izvajalca neuspešne, zato ker so anonimne, ker ne moremo zbrati dovolj dokaznega gradiva in potem pač smo v bistvu v tem dokazovanju goljufije neuspešni. Pri obravnavi teh prijav kršitev je največ takih, ki se nanašajo na nepravilnost obračunanih storitev. Recimo nam sporočijo, če so pogledali v svoje osebne podatke, tam recimo je napisano, da sem imel, ne vem, neke dodatne in te storitve, ko sem bil pri tem zdravniku, pač te storitve mi niso bile nudene. Zdaj, če gremo mi v nadzor, in če je bilo to zapisano v zdravstveni dokumentaciji, potem v bistvu proti temu izvajalcu kaj dosti ne moremo. Če bi pa ta zavarovana oseba bila pripravljena dati pisno izjavo, se podpisati, ne vem, nastopiti na sodišču, potem bi bili mi lahko uspešnejši. Zdaj, v številnih primerih, kot sem rekla, gremo pač v nadzor pri izvajalcu. Zdaj, smo uspešni, nismo uspešni, kot sem rekla, marsikaj se dogaja, tudi pri teh zapisih, tudi vi ste omenjali, ali imamo neko forenziko vzpostavljeno, da se pride do potvarjanja podatkov ali pa nekih naknadnih zapisov. Tega zaenkrat še nimamo. Morda bo z e-kartonom se ta zadeva lahko izboljšala, ko v bistvu ne boš mogel brez sledi zbrisati podatkov, ampak bo ves čas vzpostavljena neka revizijska sled. Oziroma, če boš kaj dodajal, se bo točno videlo, kdaj se bo to dodalo. Ampak dobro, to je recimo za prihodnost, da si obetamo lahko na tem področju določene izboljšave. Zdaj, če mi ugotovimo, da so kakšne kršitve utemeljene oziroma te prijave, je lahko poziv, da odpravi te kršitve, če se lahko so nefinančne, potem pa zahtevamo, da, ne vem, ali neko objavo na spletni strani, ki je neresnična, odpravi, ali da, ne vem, zagotovi dviganje telefona zavarovanim osebam, če kličejo, pa se jim nihče ne javlja. Lahko so pa recimo zahteve po popravkih, če je šlo za nepravilni obračun, da morajo podati stagnacije. Včasih imamo tudi naznanitve suma kaznivega dejanja organom pregona. In tukaj moram povedati, da smo tudi mi kar razočarani, ponavadi nismo uspešni. Smo že dostikrat opozarjali in tudi pisali, bom rekla tudi Ministrstvu za pravosodje, da tudi če morda se zdi nek znesek relativno majhen, ko mi rečemo, da je šlo za sum kaznivega dejanja, pa da pač so neupravičeno obračunali določene storitve, smo zelo nesrečni, nezadovoljni, če ne uspemo, da gre potem to naprej na tožilstvo, pa da je oseba oziroma ta izvajalec obdolžen. Zato, ker ni nobenega halo efekta, a veste. 50 milijonov poslovnih dogodkov je v sistemu in seveda od vsakega majhnega, če za 1 evro je to 50 milijonov, Tam sicer tožilstvo gleda, ne vem, 100 evrov, 500 evrov, to, ne vem, reče hitro, pospravijo, tole ni dovolj dokazov, ne bomo šli naprej. Potem imamo tudi možnost uvedbe prekrškovnega postopka, se pravi za izrekanje globe. Dokler je bil splošni dogovor, je bila pogodbena kazen, zdaj je prekrškovni postopek, ki je tudi dosti bolj zapleten in tudi dolgotrajen. Dostikrat, določeno število
teh ugotovitev, dajemo pa tudi v nadaljnjo obravnavo pristojnim inštitucijam, ker kot ste sami zelo dobro seznanjeni, veste, da je v bistvu pristojnost nadzorov razpršena in so potem za različne vsebine različne inštitucije pristojne. Pa, kot sem se malo jasno pogovarjala, vi ste ravno zadovoljni, tudi jaz bi lahko rekla, tudi mi nismo zadovoljni z učinkovitostjo teh drugih inštitucij, tako da bi moglo biti več konkretnih izdelkov, več konkretnih ugotovitev, da bi se stvari izboljšale oziroma odpravile. Zdaj je bilo tudi vprašanje, kakšne so možnosti povratne informacije prijavitelju. Zdaj, če je oseba znana, potem z njo seveda sodelujemo in lahko damo povratne informacije in tako naprej. Če pa oseba ni znana, da je anonimna prijava, potem pač te povratne informacije niti ne moramo dati. Tudi bi lahko rekla, da niso niti vse, ne vem, da bi vsako malenkost mi zdaj z naše, tako bi rekla, ne vem, tam je neki izvajalec nekaj narobe obračunal ali pa je obračunal neko storitev, ne moreš iti za eno tako stvar, ne vem, v javnost, da je bila taka prijava, sploh pa če nisi dokončal do sodišča, tako da v bistvu bi mnogo raje videli, da bi bilo čim manj anonimnih, pa čim več javnih prijav, da lahko to skomuniciramo z osebo, da tudi potem informiramo, kaj in kako. Ne glede na vse skupaj, kar sem pa povedala, tudi če nismo uspešni, pa vsako tako prijavo resno obravnavamo in ne vem, če je kakšen primer, da se ne bi odločili za nadzor. Vedno potem poskušamo poiskati neko varianto ali pa poiskati, kaj je tisto, na kaj se prijava nanaša, da vsaj ZZZS do neke točke izvede nadzor v okviru naših pristojnosti. Zdaj bi še o teh nadzorih naših nekaj povedala. Kot veste, Zakon o zdravstveni dejavnosti loči več vrst nadzorov, notranji nadzor, strokovni nadzor, svetovalni, upravni, sistemski nadzor, nadzor Zavoda za zdravstveno zavarovanje in pa inšpekcijski nadzor. In potem imamo še nadzor kakovosti, ki ga izvaja Agencija za kakovost v zdravstvu. Zdaj, kar se tiče upravnega in sistemskega nadzora, smo videli v zakonodaji, so si ga stalno malo podajali. Enkrat je bil na Ministrstvu za zdravje, pa potem je šel na Urad za kakovost, pa potem na Agencijo za kakovost. No, z zadnjim interventnim zakonom so pa sistemski in upravni nadzor spet prenesli nazaj na Ministrstvo za zdravje od decembra dalje. Tako da, No, zdaj mi seveda lahko več govorimo in povemo, kako je z nadzorih pri izvajalcih. In tukaj sem izpostavila, da nadzor zdravstvene obravnave, se pravi ustreznosti, neustreznosti zdravljenja posamezne zavarovane osebe, je del upravnega ali sistemskega nadzora, za katerega je pristojno Ministrstvo za zdravje. Zdaj vsi veste, da v sistemski nadzor, oziroma večina vas, lahko ministrstvo povabi tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje. Toliko je zdaj, ker mislim, da pri vas se najbolj ta tema zanima, ki pač ni v pristojnosti zavoda, ampak je v pristojnosti ministrstva, tako da morda za kakšno naslednje vaše srečanje, da bi se tudi ministrstvo vključilo oziroma vam oni svoje aktivnosti predstavilo. Prav moje osebno mnenje je, da imajo tukaj še veliko pristojnosti, možnosti za izboljšavo. Zdaj, bilo je tudi vprašanje glede izpolnjevanja pogojev za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ali zavod to preverja. Mi tega ne preverjamo, ker mi dobimo strani Ministrstva za zdravje dovoljenje za opravljanje dejavnosti strani izvajalca, potem, če je koncesionar, dobimo podeljeno koncesijo, dobimo koncesijsko pogodbo, ki je sklenjena bodisi med ministrstvom in pa izvajalcem ali občino in izvajalcem, odvisno za katero raven se zadeva nanaša.
Potem, če so pa kakršnekoli spremembe, nas tudi ministrstvo, zlasti v smislu dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ker oni pokrivajo tako primarni, sekundarni kot terciarni nivo, kar se tiče dovoljenj, nas sproti seznanjajo. Tako da o tem smo seznanjeni. Če pa mi ugotovimo kakšno odstopanje, ko gremo recimo v nadzor pri izvajalcu na terenu, potem tudi mi izvajamo prijave, ko bom rekla na ministrstvo, kakor na zdravstveni inšpektorat, pa tudi na zbornice. Zdaj, odzivnost vseh teh, bom rekla, inštitucij je različna, ne. Jaz bi lahko rekla, inšpektorat se kar odzove, imamo kar dokaj pozitivno izkušnjo, zbornica zdravstvene nege tudi, zdravniška zbornica, zdaj so rekli, da za izredne nadzore niso več pristojni, kar je res, naredijo samo ta plan nadzorov, teh nadzorih pa mislim, da ima vsak od nas svoje mnenje glede njihove učinkovitosti. Zdaj, novela oziroma interventna zakonodaja ki je bila zdaj sprejeta decembra 2025, se pravi, gre res za novosti, zdaj nekako razširja pristojnosti zavoda na področju nadzorov in deli nadzore na zavarovalniški nadzor, kjer sodeluje pretežno nezdravstvena dokumentacija. In sicer mi gremo lahko pogledat, ne vem, ordinacijske čase, gremo lahko gledat preskakovanje čakalnih vrst, potem imajo izvajalci namesto recimo reklam farmacevtske industrije, so dolžni v svojih ordinacijah oziroma v čakalnicah objavljati določene informacije oziroma zloženke, ki izdaja zavod, NIJZ in tako dalje. Potem kontroliramo vnos podatkov v CRPP in pa kontroliramo tudi spoštovanje pravil obračuna, vendar brez vpogledov tudi v zdravstveno dokumentacijo, a ne. Se pravi, nadzor obračuna se lahko dela z vpogledom v zdravstveno dokumentacijo, pa tudi brez vpogleda v zdravstveno dokumentacijo. No, poleg tega nadzora imamo pa še zavarovalniško-medicinski nadzor in tukaj so pa zdaj razširjena pooblastila. Ta nadzor praviloma temelji na vpogledih v zdravstveni dokumentaciji. In če smo do zdaj lahko samo na osnovi vpogledov v zdravstveno dokumentacijo ugotavljali utemeljenost, neutemeljenost obračuna, so se zdaj naša pooblastila razširila v tem smislu, da lahko bomo ocenjevali smotrnost in skladnost izvedenih oziroma obračunanih storitev, vključno z izdajanjem potrdil o začasni zadržanosti od dela, pa tudi primernost napotovanja med istimi oziroma različnimi ravni zdravstvene dejavnosti. Zdaj, ta del bomo lahko začeli izvajati takrat, ko bojo nekje jasno strani stroke opredeljene oziroma definirane smernice, a ne. Kdaj je, kaj je smiselno, kdaj narediti, pri kateri indikaciji, kako naj bi potekale določene zadeve. In za tovrstne nadzore bomo tudi potrebovali ravno specialiste s prav določenega področja, ki bo predmet nadzora. Hočem to povedati, da recimo internist pri tovrstnih nadzorih ne bo mogel kirurga ali pa ginekologa kontrolirati, ampak bomo za tovrstne nadzore potrebovali pač interniste. In obratno, ne, za kardiologijo, kardiologa, kirurgijo, kirurga. No, potem tudi nismo imeli možnosti anketiranja zavarovanih oseb do zdaj, po novem bomo pa lahko uporabljali tudi našo bazo podatkov in bomo lahko tudi zavarovane osebe recimo o določeni zadevi vprašali. Koliko bo odzivnosti, bomo videli, nekateri bojo verjetno želeli odgovoriti, nekateri pa tudi ne. Seveda to anketiranje zavarovanih oseb bi nam tudi pripomoglo v smislu zbiranja nekih pač dokazov ali pa utemeljitev, da je prišlo dejansko do kršitve. Zdaj, kot ste videli, ne, veliko naših nadzorov je usmerjeno v pravilnost, nepravilnost, utemeljenost obračunov, a ne. Zavod razpolaga z ogromnimi finančnimi sredstvi in pač smo tudi v sistemu predvsem zato, da se pravilno in transparentno sredstva, s katerimi gospodarimo, da se pravilno in utemeljeno pač porabijo. Zdaj, mi imamo z vsemi izvajalci elektronsko izmenjavo obračunskih dokumentov.
Se pravi, ni ročnega vnašanja, ni papirnih obračunskih dokumentov, ampak poteka vse elektronsko. In vsi ti obračunski dokumenti grejo preko 840 samodejnih kontrol. Se pravi, tisto, kar smo znali sprogramirati, ker veste, računalnik pozna samo črno-belo, tisto vse smo sprogramirali in se potem preko te samodejne kontrole, če zazna, da je obračun nepravilen, se avtomatično zavrne celoten obračun izvajalcu, ki mora potem popraviti. In te zavrnitve niti posebej ne vodimo neke statistike, ampak se avtomatično zavrne in ko pošlje pravilne obračune, ki grejo skozi teh 840 kontrol, potem sistem spusti. Seveda pa danes še ne znamo vsega sprogramirati, mogoče z uporabo umetne inteligence v prihodnosti, da bomo tukaj še bolj napredovali in da se bojo znale stvari še bolj, pregledovati in izboljševati, oziroma sem prepričana, da bo tako, ampak danes uporabljamo tudi tako imenovane ročne kontrole in v letu 2024, statistike za leto 2025 še nimamo, zdaj smo v fazi zaključevanja in priprave poslovnega poročila. Se pravi, leta 2024 jih je bilo 22.383, no in učinki teh finančnih kontrol so bili za 6.400.000 evrov je bilo popravkov obračuna. Potem smo izvajali tudi, kot sem omenila, nadzore na lokaciji in nadzori so bili lahko nefinančni, ampak velika večina teh nadzorov pa teh, ko smo gledali zdravstveno dokumentacijo in ugotavljali na tej osnovi pravilnost obračuna, teh nadzorov je bilo 700, ampak v vsakem nadzoru je vsaj 40 zavarovanih oseb zajetih in pa tukaj pri vsaki zavarovani osebi je lahko, 5, 10, 15 obračunskih šifer plus dokumentacijo, kar moraš pregledati. Zdaj, kako mi delamo izbor izvajalcev, kam bomo šli v nadzor? Delamo seveda na osnovi analiz in ugotavljamo določena odstopanja. In gremo seveda ciljano, gledamo pri tistem izvajalcu, kjer ugotovimo večje odstopanje. Zdaj, te analize so lahko, da se sami odločimo, lahko pa recimo, če dobimo tudi kakšno prijavo zavarovanca, da je bilo karkoli narobe, da je ugotovil, potem lahko pogledamo kar celo dejavnost, pa ugotovimo, ali zdaj kakšen izvajalec ali morda izvajalec, ki ga je oseba prijavila, res kaj izstopa. Včasih ja, včasih pa tudi ne, moram povedati, ko pogledamo, ko naredimo te analize. Tako da so potem v bistvu te analize tudi indikator, da gremo v nadzor. In zdaj mi imamo nekje normo, da izberemo, ali pa nekje usmeritev, ker imamo omejene resurse, da pač gremo v nadzor na lokacijo tam, kjer da je velika verjetnost, da bomo tudi našli določene nepravilnosti in ponavadi je v 85%, ko gremo v nadzor, najdemo vsaj eno ali pa dve obračunske nepravilnosti. Običajno več, ampak sigurno je kaj, da najdemo. Zdaj uvajamo tudi sistem napredne analitike. Tu je pa ta sistem še bolj dograjen, se gleda daljše časovno obdobje in potem, zdaj ga mi uvajamo, lani smo začeli pilotno, zdaj bomo nadaljevali korake, nam pokaže še potem v času, kako je neki izvajalec recimo za neko diagnozo obračuna, 2 ali pa 3 magnete, ostali izvajalci pa obračunajo ob tej isti diagnozi samo eno magnetno preiskavo. Zdaj, tukaj seveda pričakujemo veliko od teh strokovnih smernic, ker nam bojo lahko referenčna vrednost, kaj je prav, kaj ni prav, da bomo sploh lahko ukrepali. Tako da strokovne smernice so nujne. Ali pa indikacije, kdaj se lahko napotuje na določeno storitev. No, finančni učinki teh nadzorov so bili pa 4,2 milijona preko popravkov obračunov. Omejitev, ki jo imamo, je pa v bistvu pomanjkanje strokovnega kadra. Tukaj moram reči, da zelo težko pridemo do zdravnikov, ki bi bili pripravljeni nadzor izvajati. Jih imamo nekaj redno zaposlenih, delamo tudi s pogodbenimi, vendar je to že kar starejša populacija, mlajših praktično ne dobimo, tako da to je pa, bom rekla, kar izziv.
neko strokovno jedro, pa vendarle moraš imeti tudi redno zaposlenih ljudi za to, da spremljajo predpise, da spremljajo pravila obračuna, spremljajo potem po novem bo treba še smernice spremljati. Skratka, da znajo čitati tudi vse te podatke, da znajo analize naročati. Tako da tole bo še kar izziv, ampak se pač trudimo. Je bilo, kako je s plačilom storitve, če pride do suma strokovne napake. Zdaj, kot sem že povedala, mi nismo pristojni za ugotavljanje zdravljenja ustreznosti, neustreznosti ali pa strokovne napake pri konkretnem pacientu. Potem je še tudi to, da pač postopek od suma pa do dokazila, da je prišlo do napake in da v bistvu je potem bilo napačno obračunano ali pa neustrezno, ne vem, kako bi rekla, to poteka kar v letih, vemo, da se štejejo kakšne zadeve. Tako da mi, moram reči, do zadnjih letih kakšnega regresno-odškodninskega zahtevka iz tega naslova, kot je bilo vprašanje v zadnjih 2 letih, nismo zahtevali. Če bi prišlo do nas, bi mogli naši pravniki proučiti posamezen case, ali je smiselno vložiti regresno-odškodninski zahtevek. Medtem ko če je sam nek sum, ki ga običajno svojci ugotovijo, do nas to niti ne pride, se pravi, bi kvečjem postvestno prišlo kar z nekim časovnim zamikom, zato tukaj v bistvu v tem smislu fakturiranje in obračun normalno poteka. Bolj je pri obračunskih napakah, kjer se mi hitreje, bom rekla, odzivamo. Zdaj, če je nepopolna dokumentacija pri nadzoru, kar se tiče obračuna, če ni zapisa v zdravstveni dokumentaciji, mi potem tega obračuna pač ne priznamo. Zdaj, lahko so različne kombinacije, da recimo, če ni nič, potem storitev v celoti ni možno obračunati. Lahko je pa tako, da je ta zapis v dokumentaciji takšen, da je možno obračunati ne pa tisto storitev, drugo storitev, ne pa tisto, ki jo je izvajalec obračunal. Običajno je tako, da obračunajo dražjo storitev, namesto tiste, ki so jo utemeljili v dokumentaciji, bi šlo v bistvu lahko za obračun neke cenejše storitve. Zdaj, kot sem že prej omenila, če pa ugotovimo kakšne večje kršitve, potem prijavljamo pač pristojnim inštitucijam, ne glede na to, a smo uspešni ali ne, mi pač vztrajamo in upamo, da se bo pač sistem premaknil. Tudi recimo policiji, kriminalistov smo že prijavljali in žal tudi mi nismo ravno uspešni, to moram povedati, smo bili kar malo žalostni. Zdaj, ukrepi po nadzorih, največkrat je popravek nepravilnih obračunanih storitev, potem opomin in zahteva za odpravo drugih nepravilnosti, v glavnem gre za nefinančne tukaj nepravilnosti. Potem je pa ZZS tudi prekrškovni organ, kakor sem povedala, in v letu 2024 je bilo obravnavanih 69 predlogov, 18 predlogov smo zaključili z izrekom globe, pravni osebi od razponu 400 do 3600 evrov in pa tudi v teh 18 primerih je tudi globo plačala odgovorna oseba med 50 in 1050 evrov. 26 primerov smo ugotovili, da ni šlo za prekršek, 3 primeri imamo pa zahtevo za sodno varstvo, ostali pa še niso zaključeni. Tako da tudi ugotavljanje, mislim, kot prekrškovni organ, to je tudi kar daljši postopek. Zdaj, kako je poročanje? Poročamo v letnem poslovnem poročilu, potem smo dolžni Ministrstvu za zdravje poročati in pa na spletni strani zavoda objavljamo seznam najpogostejših napak pri obračunu. To je v bistvu od letos, prej smo imeli bolj vprašanja in odgovori, zdaj smo pa na pobudo izvajalcev nekako preoblikovali, tako da želimo tudi edukativno delovati, predvsem v tem smislu, da se pač na konkretnih primerih pove, pri tej in tej storitvi je bil napačen obračun zaradi tega in tega, pravilno je na takšen način. Zdaj bom pa besedo predala Klemnu. Hvala. Dejansko imeli ste tudi vprašanje glede podatkov zavarovancev, ki so na voljo. Tukaj naj povemo, da zelo spodbujamo digitalne dostope do podatkov. Trenutno je zelo aktualen državni portal SVEM in pa mobilna aplikacija. V teh mesecih, zdaj spomladanskih, boste lahko pri
izvajalcih dobili tudi pomoč, kako se to aplikacijo naloži, kako si tudi lahko uredite pooblastilo, če ste uporabniki mobilnih aplikacij, da lahko gledate tudi v podatke morda od svojih svojcev starejših, ki niso toliko vešči, ali otrok, ki so starejši od 15 let, a enako vas morajo tudi slednji pooblastiti, tako da bi v bistvu res tudi mi spodbudili. Sicer lahko tudi na našem spletnem portalu vidite podatke, ki jih mi vodimo, ampak res ta portal SVEM in pa mobilna aplikacija je dejansko naša nekako že skoraj nuja prihodnost, glede na smer, ki jo ministrstvo sedaj pelje in pa Nacionalni inštitut za javno zdravje. Tako da v bistvu na teh točkah lahko dobite tudi več informacij. Vsekakor, če potrebujete pomoč, kako to namestiti, urediti pooblastilo, je sedaj čas, ker so te mobilne enote SVEM-a po lokalnih zdravstvenih domovih, na spletu so objavljeni tudi termini, kdaj bo kje kakšna ekipa. Sicer je pa tako, da v bistvu morda, če potrebujete pa kakšne izpise pri nas, iz naših evidenc ve, da to lahko tudi pri nas uredite, predložiti morate seveda ustrezno pravno podlago, se pravi neko pooblastilo osebe, ki vam dovoljuje tako pogled. Zdaj bilo je tudi eno od vprašanj, kaj pa v primeru umrlega posameznika, svojca. V tem primeru je ključno, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov, da ta umrli ni prepovedal tega pisma, da se ne sme dovoliti vpogled v njegove podatke. Tudi v tem primeru je, na primer, če so starši, svojci, dediči, kdorkoli, ki ima pač pravni interes, pomembno, da predloži pri nas ustrezna dokazila. Navadno je to sklep o dedovanju oziroma dokazilo o sorodstvenem razmerju in lahko pač pogleda podatke, katere mi vodimo o posamezni osebi. Tako da v bistvu, da tako rečem, nekako so bila tudi vprašanja po kakšnih postopkih, kako to poteka. Mi te zadeve vodimo v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku. Smo dvostopenjski organ, na prvi stopnji odločajo naše območne enote oziroma izpostave, na drugi stopnji pa direkcija zavoda. Tako da v bistvu na spletu so na voljo tudi naše vloge, s kako lahko pridobite tudi posamezne podatke, kontakti, kje se lahko oglasite, tako da v bistvu glede na omejeno časovnico, jaz tukaj ne bi šel toliko podrobnosti, ker je bilo kar nekaj vprašanj tudi glede možnosti načrtovanega zdravljenja v tujini, kateri so v bistvu te pravice, postopki, predhodne odobritve in podobno, kako stroka pri tem sodeluje, tako da bi skušal predvsem ta del, ki je specifičen glede na zakon o zdravstvenem varstvu, zdravstvenem zavarovanju, malo predstaviti. Bo pa tudi nekaj več podrobnosti noter v posamezni prosojnici, tako da lahko morda kasneje kdo pogleda še kaj več. Načeloma pa vse poteka, kot rečeno, skladno z zakonom o splošnem upravnem postopku. Mi praviloma odločamo vedno v roku 2 mesecev, če je kakšna nujna zadeva, je bilo pa tudi že danes na jutri. Na primer, ravno če rečemo ta možnost izčrpanih zdravljenj v Sloveniji, ko je bilo, verjetno ste videli, da je v medijih tudi kakšen otrok, ki so ga morali v bistvu danes na jutri urgentno predstaviti v kakšno tujino na zdravljenje, seveda je bilo to takoj tudi urejeno. Zdaj konkretno najbolj taka možnost je, kadar se v Sloveniji vi ne morate več zdraviti, ker pri naših izvajalcih te možnosti več ni, je pa nekje v tujini to mogoče, da se uzdravite oziroma da se vsaj prepreči oziroma nekako vzdržuje vaše zdravstveno stanje. Tukaj je zelo široka možnost, lahko potujete povsod po svetu, ne glede na to, ali je javni ali zasebni izvajalec. Vsakemu priporočamo predhodno odobritev ravno s tem namenom, da se preveri, ali bo to upravičeno ali ne. Mi tudi, kjer se da, prevzamemo vnaprej stroške zdravljenja. Tukaj se tudi skladno z zakonom povrnejo vsi dejanski stroški zdravljenja in pa potni stroški ter nastanitev skladno z predpisi v Sloveniji, podobno kot velja za dnevnice javnih uslužbencev, ki potujejo. Tukaj je še malo bolj ugodno celono. Pa seveda pridobi se mnenje konzilija na terciarni ravni v Sloveniji, to je bilo tudi nekaj vprašanj. Praviloma je to klinični center v Ljubljani, ko naš organ prve stopnje odloča, oziroma klinični center v Mariboru kot organ druge stopnje. Lahko so tudi drugi terciarne ustanove, odvisno od tipa zdravljenja, ki ga oseba potrebuje. Te izvajalci tudi lahko in včasih pridobijo tudi mnenja konzilijev iz tujine ali drugih institucij. Kaj v bistvu konzilij vprašamo in zakaj je podrobneje pojasnjeno, dejansko gre, da sploh ugotovimo od teh specifik zdravstvenih stanj, zakaj gre, ali res potrebujejo to, ni možnosti zdravljenja v Sloveniji, kam bi šli, koliko časa potrebujejo, včasih osebe potrebujejo posebno prevoz, posebno letalo, spremstvo medicinsko in pa konec koncev tudi kateri najbližji usposobljen izvajalec, tukaj gre tudi za skladno s predpisi racionalnost porabe. Vsakdo ne more potovati v ZDA, če je na primer v Avstriji na Dunaju taka možnost zdravljenja, če lahko karikiram.
Zdaj, novost, ki jo je prinesel decembrski interventni zakon, je, da če vam je bila že odobrena možnost zaradi izčrpanih možnosti v Sloveniji, da greste v tujino, lahko na ponovni poseg, pregled, ker so pač specifične okoliščine, potrebne kontinuitete same obravnave, vam mnenje poda konzilij v Sloveniji in tudi v tem primeru potujete še enkrat v tujino, ne glede na to, da recimo vmes je takšno zdravljenje že na voljo v Sloveniji. To je dostikrat tudi vprašanje, začel sem zdravljenje v tujini, potem pa čez leto, dve potrebujem ponovno zdravljenje v tujini. Koliko časa še lahko, da je v bistvu zakonodajalec to možnost razširil, tako da v bistvu na nek način lahko oseba zaključi cel postopek zdravljenja zaradi izčrpanih možnosti pri istem izvajalcu v tujini. Potem tukaj je sam prikaz, bom rekel, zaradi naše časovne omejitve, kam najbolj pogosto osebe potujejo in pa zaradi katerih storitev, toliko da imate malo občutek. Drug zakonski pogoj ali pa možnost vam je, da greste v tujino, skladno s pravnim redom EU smo to dobili drugo državo članico EU, EGP oziroma Švice, ravno z tega namena, ker so v Sloveniji predolge čakalne dobe in tudi ni drugega izvajalca, ki bi vam v razumnem času za vas ponudil ustrezno storitev lahko v Sloveniji. Tukaj ste že malo omejeni, kot rečeno, ni več cel svet, kam lahko greste in pa morate k izvajalcu, ki je v javni mreži v tej drugi državi. Priporočamo predhodno odobritev ravno v izogib zapletom, ali je, ni izvajalec, ali gre za čakalno dobo ali ne. V tem primeru vam mi damo tudi listino, s katero je potem v javni mreži v tujini to krito. Potne stroške lahko tudi uveljavljate povračilo in nastanitev. Enako tudi se zaprosi izvajalca na terciarni ravni Sloveniji za mnenje glede razumnega časa, kot sem ga prej omenil. Najbolj pogoste storitve, sicer pa tega ni prav veliko, podobno kot v prvem primeru, gre več ali manj za sosednje države, tudi zaradi bližine in navadno tudi jezika je lažje vsem, da se tako zdravijo. Tretja opcija, ki pa je tudi, bom rekel, najbolj pogosta in najbolj zaželena strani naših zavarovancev, pa je dejansko, ko imate v Sloveniji izdano napotnico vašega osebnega zdravnika oziroma napotnega zdravnika, dejansko ne obstaja napotnica za tujino, to me najprej povem. Obstaja zgolj napotnica, ki jo imate v Sloveniji, če karikiram, včasih je bilo precej teh specialističnih pregledov, pa ste šli na mest kardiologu ali pa dermatologu v bližnji zdravstveni dom, pač v drugo državo članico EU. V zadnjem obdobju pa to beležimo predvsem pri specialistiki, to je ortodonsko zdravljenje otrok, kjer v bistvu starši dobijo napotnice in to potem koristijo v kakšnih sosednjih držav. Tukaj je ključno, da je napotnica izdana vnaprej, se pravi, da je bila ugotovljena neka potreba. Možno je seveda tudi, da potrebujete kakšen recept za medicinski pripomoček oziroma naročilnico ali za zdravilo. V tem primeru je tudi enako možno, če je izdano v Sloveniji, da to nabavite v tujini. Zakon daje tudi možnost, da bi se odločili, da greste na zdraviliško zdravljenje v tujino, zaenkrat tega še ne poznamo v praksi. Poznamo pa to, kar je bilo že vprašanje tudi glede predhodnih odobritev. V tem primeru je pa zakonodajalec prepisal tudi, da morate dobiti pa od nas ni tako enostavno, kljub napotnici soglasje, če gre za bolnišnično zdravstveno storitev, ki vključuje prenočitev. Se pravi, če vam neko specialistično storitev opravijo tekom istega dne ambulantno, tega ne potrebujete, če gre za nočitev, bolnišnični sprejem, pa morate dobiti od nas vnaprej soglasje. Tukaj je soglasje pa obvezno vnaprej. Enako, če gre za uporabo drage, visoko specializirane medicinske opreme oziroma infrastrukture. Zdaj v praksi, kaj to pomeni, je tukaj v bistvu seznam iz odredbe ministra za zdravje. V bistvu to so CT magneti, hiperbarična komora. Tega moram reči, da v praksi niti ni toliko veliko, da bi zavarovanci potem posegali oziroma to spraševali. Dejansko, kar osebe največkrat vprašajo, je, kaj ni povrnjeno. Tukaj v bistvu ni povrnjeno, če smo vzeli prej, da imate napotnico za specialista, nekaj, kar bi pa nudil vaš osebni zdravnik ali zobozdravnik. Se pravi, izključena je osnovna zdravstvena dejavnost, zato je ključno, kar poudarjam, da morate imeti vnaprej izdano napotnico. Ne morete enako neko storitev dolgotrajne oskrbe koristiti na tej podlagi presaditve, presejalnih programov. Tudi ni možno, da bi šlo tukaj za sobivanje starša z bolnim otrokom v tujini, določeni medicinski pripomočki so izključeni in pa, kar je ključno, v bistvu potni stroški tukaj se ne povračajo. Za razliko od prvih dveh primerov, tukaj, če se, bom rekel, zelo plastično odločite,
za nek specialistični pregled v Zagrebu, potne stroške krijete sami. In v bistvu, kar je razlika tudi morda, da poudarim, mi povrnemo ceno storitve v javni mreži v Sloveniji. Se pravi, če je v tujini samoplačniška cena višja, to razliko pokrivate sami. To je drugače kot pri prejšnjih dveh primerih. Je pa dejstvo, da lahko potujete vse države članice Evropske unije in tudi v javnem ali zasebnem izvajalcu v teh državah. Tukaj pa teh omejitev ni. Kot rečeno, v določenih primerih, kot navedenih, morate pa imeti seveda absolutno predhodno odobritev. Normalno pri vseh teh primerih se pač na tipskih obrazcih, kot sem omenil, vlaga prek naše spletne strani osebno oziroma po pošti vloge, enako za odobritev kot za povračilo stroškov, tukaj nekih težav ali pa nejasnosti niti ne beležimo. Predvsem je pomembno, da se naši sodelavci z vami pogovorijo. Moram reči, da ljudje se obračajo na nas, to je bilo tudi eno od vprašanj, da skladno z upravnim postopkom, moram reči, sploh pri izčrpanih možnostih se večkrat oglasijo, tudi predlagajo svoje še dodatna dokazila, pojasnila glede na mnenja, kar pride od stroke, tako da tukaj moram reči, kar dobro sodelujemo z zavarovanci. Najbolj pogosto, kot rečeno, hodijo, če smo pri direktivi, ljudje na ortodontijo in endodontijo, v zadnjih letih pa tudi še kaj drugega, kot rečeno, predvsem Hrvaška, Italija in Avstrija. Eno stvar, kar bi pa želeli poudariti, pa je to, da večinoma so vloge pozitivno odobrene, ne glede na to, da seveda pač v medijih vidite primere, ko kaj ne odobrimo. Dejansko je prikaz to iz podatkov poslovnega poročila za leto 2024, kot rečeno, za leto 2025 se podatki še zbirajo, zaključujejo. Lahko vidite, da v bistvu že za izčrpane možnosti zdravljenja večino vlog odobrimo, nekje med 70 in 80%. Zavrnjenih je relativno malo, kar je ostalo, je predvsem to, kaj še v reševanju pa ni bilo zaključeno. Sploh pa pri specialistično-ambulantnih storitvah tam pa praktično prek 90%, 95% nekje se giba odobritve. Zaradi čakalnih dob pa lahko res vidite, da pa predhodnih odobritev pa tega relativno malo vlog. Tako da v bistvu, kar je nam ključen poudarek, je, da se ljudje vnaprej informirajo, pozanimajo in potem tudi nimajo težav z odhodi in tudi s temi povračili. Ena stvar, eno vprašanje, dostikrat je tudi, jaz sem se zdravil v tujini, a me je dolžen izvajalec v Sloveniji sprejeti. Skladno s 44. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, to je ravno direktiva prinesla, so vas dolžni sprejeti, potem, če ste se zdravili v tujini in zaradi tega ne sme biti omejen dostop do izvajalcev naknadno v Sloveniji. Tako da v bistvu več informacij o teh postopkih lahko dobite prek naše spletne strani klicnega centra, imamo pa tudi že pametnega zdravka, ta umetna inteligenca zna tudi nekaj vprašanj odgovoriti. Toliko v našem delu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Zganziti. Gospa Jelisavčič, hvala lepa za vajino prezentacijo.